Dober dan, pozdravljeni v delovem podcastu Politiki. Z vami sva Barbara Eržen in Suzana Kos, z nama v studiu pa danes Janja Božič-Marolt, direktorica in ustanoviteljica Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana. Najlepša hvala. Hvala za povabilo. V nadaljevanju našega pogovora bomo razkrili, ali ste teta iz ozadja in ali delate za centre moči in rušite svojimi javnomnenjskimi anketami vlado. Se najočem ali smejim? Ne vem, bomo videli, kako bomo prišli v našem pogovoru. Ampak dajmo začeti zdaj z najnovejšo anketo, ki ste jo pripravili za Delo. Objavili bomo rezultate v ponedeljkovi tiskani izdaji na spletu. Zagotovo je verjetno mogoče reči, da ta anketa prinaša verjetno novo presenečenje. Zadnja anketa je bila zelo komentirana v medijih, ker je pokazala strm padec strmoglavljenja Roberta Goloba in tudi Gibanja Svoboda. O tem v nadaljevanju, ampak se strinjate z oceno najino, da je v bistvu najnovejša novica nove ankete Mediane za Delo Anže Logar? Se strinjam. Dejstvo je, da je Anže Logar bil kar nekaj časa se izmenjeval s predsednico na prvem, drugem mestu, na kar je v zadnjih nekaj mesecih v raziskavah, ki jih izvajamo za Delo, za medijsko hišo Delo, je predsednica ga prehitela na prvem mestu. Tokrat je pa kar značilno, bi rekla, Anže Logar na prvem mestu in mu sledi predsednica. Zdaj, mi v raziskavi seveda nismo merili in iskali razlogov za to, je pa dejstvo, da je bila raziskava izvajana v času nekega navzven vidnega, navzven slišanega, navzven komuniciranega, bom rekla, spora ali delnega nekega razhoda med SDS-om in potem komunikacije med Janšo in Logarjem. Skratka, ja, presenečenje tega zadnjega merjenja za Delo je Logar na dobrem prvem mestu, na odličnem prvem mestu. Hkrati sem pa še nekaj opazila. Na osnovi vaše ideje, že za vas, za medijsko hišo Delo, nekaj mesecev, če ne že let, merimo tudi odbojnost strank. In če se je odbojnost najvišje vedno izkazovala pri SDS-u z okoli polovico volilnega telesa v Sloveniji, je izjavljalo, da SDS-a ne bi volili, je teh zdaj samo še vedno vodilnih 38%. To je tudi padec velik. To se mi zdi, se, da bi bilo do zdaj tako nikoli, hvala, nikoli, se pravi, iz okrog 50, tam 65, 50 ali celo več odstotkov, vsak drugi državljan je zavračal možnost, volilec, volivka, je zavračal možnost, da bi volil, ker to je vse hipotetično seveda, SDS, tokrat jih je pa, bom rekla, ali dobra tretjina ali manj kot 40%. Se pravi, na nek način ta teden, dogajanje v tem tednu koristi tako Anžetu Logarju kot stranki SDS? Ja, dobro ste to povezali. Predvsem koristi Anžetu Logarju, bi rekla, posledično ali vzročno pa tudi SDS-u, pri čemer je pa rating, tako imenovani, javnomnenjska podpora SDS-u se zaustavila pri dobrih 20%, če ravno je imel že 23-24, se pravi, se nekje giblje okrog petine, segala je tudi do četrtine. Ampak če niso pridobili v javnomnenjski podpori SDS kot tak, so pa pridobili na zmanjšanju tistih, ki jih nikakor ne bi vodili. Tako da dejstvo je, da se tudi v teh podatkih kaže neka povezanost med SDS-om oziroma vzročna povezanost med SDS-om in Anžetom Logarjem. Čeprav recimo na podlagi teh podatkov ne moramo ugotavljati, analizirati, ali gre za iskreni razhod. Ne? Kakšno je pa vaše mnenje o tem? Gre za iskreno, to bi se lahko samo ugibamo verjetno, ne? Ker samo ona dva veste, kaj se ima dogaja v glavah. Kar pritrdila vašemu zaključku vprašanja. Ne vem, preprosto ne vem in iz nobenih raziskav doslej tega mi ne moremo izvedeti, kajti ko sprašujemo ljudi, sprašujemo jih po njihovem mnenju, ne pa o tem, kakšno je mnenje bodisi voditelja Janše ali Logarja. Bi na podlagi teh podatkov, ki ste jih zbrali, predlagali Anžetu Logarju, naj se odpravi že na evropske volitve ali naj čaka na
parlamentarne volitve, ki so se omenjale kot v bistvu nek končni cilj? Težko predlagam, ampak če izhajam pa iz podatkov, je pa dejstvo, da je dr. Anže Logar zelo visoko pozicioniran v javnomnenjskih raziskavah, ki zadevajo potencialne zmagovalce oziroma dobitnike na evropskih volitvah. Pridobiva iz vseh strank, ne samo iz SDS-a in NSI-ja, tudi nekaj iz neodločenih. Seveda je pa na njemu odločitev, kajti moje mnenje je, da evropske volitve niso najboljši pokazatelj za izide na parlamentarnih volitvah. So opomin, so opozorilo, ampak na evropskih volitvah vodimo človeka prej in bolj kot na nek način stranko, je res? No in Anže Logar bi tu krepko dobil. V tej najnovejši anketi za Delo sem med drugim opazila tudi, da se je znova povečal delež tistih, ki ne bi volili nikogar. Kako pa to analizirate? Preprosto gre za odpor, preprosto gre za vedno večji delež ljudi, ki celo zavračajo institut volitev. Kajti očitno se ti ljudje počutijo, bom rekla, izigrane, ne samo razočarane. No, ste analizirali, kdo so te, ki pravijo zdaj, da ne bo, kako ga so prej volili? Je znan ta podatek, se križali kaj? Tokrat tega podatka pa priznam, da nimam. Je pa res, da se zgodi, da ne vem, v družbi prijateljev pravi, si mene citirala, ne? Pravi, a ste to mene mislili, pa sploh niso sodelovali v raziskavi. Pravi, ne gremo si več volitev. Ja? Gre za, pravim, delež razočaranih, kar je skrb vzbujajoče za demokracijo, ki bi naj dejansko vsem omogočala, da participiramo svoj glas. Ampak razočaranih zaradi Gibanja Svoboda in zaradi sedanje vlade. Ne razočaranih kar tako, zaradi slabega vremena ali da ne rečem česa drugega. No. Ampak recimo na zadnjih volitvah smo videli, da se je pač ob pojavu nove stranke, torej Gibanja Svoboda, ta delež neopredeljenih pomembno znižal. Ali je torej to pomeni, da je prostor za nek nov obraz v bistvu na levi sredini? Omenili ste sicer tudi, da Anže Logar, ki pač ni novi obraz, bi lahko deloma posegel te volivce. Delež neopredeljenih je zrasel. Ne? Ja, delež neopredeljenih je zrasel. Vsekakor je tu potencial za Anžeta Logarja in vsekakor je zrasel delež neopredeljenih na račun padca podpore Gibanju Svoboda. V bistvu podpornikov Gibanja Svoboda je le še tretjina tistih, ki so Gibanje Svoboda volili na zadnjih parlamentarnih volitvah. In največ je pridobil, zdaj je to posredno tudi odgovor na prejšnje vprašanje, največ so pridobili neopredeljeni, se pravi, Gibanje Svoboda zadrži tretjino, velik delež je pridobil pa izmed vseh ostalih strank tudi SD. Torej so se prelili primerjalno volitve in javno mnenje. Ja? Čemu pripisujete, da se v bistvu SD krepi, ne? Glede na to, da je pa po drugi strani slišati veliko kritik na bledo oziroma neodločno predsednico Tanjo Fajon. Zdaj kritik na Tanjo, skratka, nismo merili v nobeni raziskavi kritike na račun predsednice Tanje Fajon. No, ampak se vidi na lestvici, politikov dan se pa vidi, ne, da... Ja, je pa, če pa omenjava že lestvico, se pa na lestvici ocen dela politikov kar precej visoko, celo do 3. mesta, kar že nekajkrat, pojavlja minister Han, na primer, ja. In v bistvu se vidi zadnje čase neka aktivnost po eni strani, po drugi strani pa sej odkje pa so prišli Gibanju Svoboda. Sej Gibanju Svoboda niso prišli ljudje samo z ceste, pa samo z gibanj pred volitvami, pač pa jih je prišlo nekaj tudi iz SD-ja, se pravi nekje leva sredina. No? Konkretnih razlogov, pa etablirana stranka. V bistvu, ne vem, ljudje prihajajo do že spoznanja, da vedo, kaj so etablirane stranke, po eni strani ideološko, po drugi strani pa akcije, vedo, kakšne napake so naredili tisti, ki so jih, v upanju, da jih ne bi ponavljali, istih ali podobnih, lahko da bi
sklepali, da se tudi zato vračajo na nek način k SD-ju, ampak gre za nekaj zadnjih meritev, ne vemo še, kaj bo naprej. Imate torej občutek, da je čas novih obrazov končan in da se bodo ljudje... Mene osebno novi obrazi že izčrpavajo zaradi rezultatov, ki sem jim priča iz novega obraza v novi obraz. Ja? Zaradi tega, ker se na nek način zgodovina vendarle ponavlja. Jaz celo mislim, da ni nujno, da se novi obraz ne bi ponovno pojavil in ni nujno, da ne bi ponovno, če smo 3-krat volili zapored, novi obraz, zgodba se ponavlja, nikoli ni rečeno, da ne bi tudi 4-tič. Ampak na osnovi tega, kar pravim, da so pa ljudje določen delež tudi takšnih, ki povsem zavračajo udeležbo na volitvah, je moje mnenje, da je vedno manj možnosti. Ampak, glede na to, da mediji, bom rekla mediji, lahko soustvarite novi obraz ali novega bodočega premierja, je to tudi v rokah medijev, bi rekla. Ko ste se v začetku tega tedna dogovarjali, da bi prišli k nam v studio, sem vas vprašala, kaj napovedujete Gibanju Svoboda in Golobu v tej anketi, ki je še takrat niste začeli, ali pa morda ste ravno začeli delati. Rekli ste, da ne pričakujete, ali pa da mogoče ni toliko več prostora za padanje. Pa vendarle se je zgodilo Gibanju sicer manj, kot prejšnji mesec, ampak vendarle je šlo spet navzdol. Moja ocena še vedno je, da če se bi nadaljeval trend padanja, bi bilo to odvisno od njihovih aktivnosti. Skratka, zdaj vidimo, kako je javno mnenje občutljivo, kako je senzibilno, dejansko reagira na bodisi akcije, bodisi kozmični dež, bodisi, bom rekla, nerodno komuniciranje. Tako da težko je reči, vse v javnomnenjskih raziskavah je odvisno od aktivnosti akterjev, ki jih beležimo z rezultati oziroma merimo v raziskavah. Bi rekla, da je deloma ta padec tudi posledica previsokih pričakovanj volivcev? To je absolutno moje mnenje, temu pritrjujem. Previsoka pričakovanja, višje in močnejše in več kot je obljub, več ljudje pričakujemo, bom rekla, v prvi osebi množine. Dejstvo je, da je Gibanje Svoboda oziroma dr. Golob izjavljal, da oni bodo delali na dolgi rok, da oni bodo delali 2 mandata. Javnost pa pričakuje, da se vse naredi v dobrem letu in pol, kar je nemogoče udejanjiti. Tu moram reči, da vseh reform, ki so jih napovedovali, ne vem, če bi kdorkoli, ne glede na to, kakšno podporo ima javnosti, lahko bi uspeljal. No in verjetno je tukaj povezava med visokimi pričakovanji in zdaj toliko višjim razočaranjem. Skratka, gre za neko neučakanost, lahko da. Kaj pa vloga medijev, ker ko smo nazadnje, ko so pač se začeli pojavljati v medijih zapisi, da Goloba rušijo centri moči, strici iz ozadja, smo pri Mediani naročili anketo, v kateri smo vas prosili, da povprašujete anketirane po vzrokih padanja javnomnenjske podpore. Seveda pač ljudje niso videli, tako kot pač so nekateri kolegi pisali, da gre za strice iz ozadja, tete iz ozadja in tako naprej. Na družbenih omrežjih pa so se pojavile kritike na račun Dela in na račun vas. Mi pač delamo enkrat smo pač janšisti, drugič smo podaljšana roka stricev iz ozadja in kritizirali so tudi vas, recimo vaša nekdanja kolegica, Vera Kozmik, se je zgražala sploh nad to anketo in vas strokovno dala v nično, v bistvu. Ne vem teh podrobnosti. Je dejstvo, da se pod vsako raziskavo, ki jo izvaja Mediana, podpišem z imenom in priimkom, kar pomeni, da ne samo Mediana, pač pa tudi jaz, Janja, jamčim za ustrezno kvaliteto. Torej, dejstvo je, da ne morem nikakor reči, da gre za karkoli iz ozadja ali pa karkoli iz medijev, ampak to preprosto ljudje govorijo. In mi vedno poskrbimo za reprezentativen vzorec in vedno
pazimo, da so vprašanja objektivno zastavljene, da človek ima možnost odgovarjati od minusa do plusa, od zadovoljen do nezadovoljen po lestvicah, ki so v raziskavah javnega mnenja absolutno sprejete in potrjene kot validne. Ampak v čem potem vi vidite razloge za tako pisanje? Ker danes zjutraj, preden smo se dobili, sem jaz brala v uvodniku Mladini. Tudi v uvodniku Mladini pišejo, da pač centri moči in v spregi z nekaterimi mediji pač delujemo, da imamo neko politično agendo, ki je pač nimamo. Mislim, za naju lahko rečem, da neke agende res nimamo. Mislim, jaz priznam, da berem Delo in da vidim, da ste, bom rekla, argumentirano kritični, konstruktivno kritični bili v času prejšnje in v času sedanje vlade. Rezultati, ki jih pa mi pripravljamo na osnovi raziskav, so pa katerikrat tudi osnova za to. To je jasno, da ja. Ampak vi poznate dogajanje in tako naprej. Zdaj, jaz priznam, da se večkrat počutim kot največji pljuvalnik, ne samo predpražnik v Sloveniji, kajti, če na vas letijo kritike, na nas letijo kritike tako z leve in tako z desne. In moj zlati sinko, ki je že odrasel, mi je rekel, veš kaj, mami, če te in eni in drugi ne marajo, to pomeni, da si najboljša. Zdaj, to je v neke vrste tolažbo, da ne rečem tudi vam, ampak dostojanstveno in s pokončno držo in vedno znova pogledom v oči pravim, da so rezultati absolutno objektivni. Kako pogosto vas sicer politiki kličajo in želijo razčiščevati, zakaj tukaj padeti, zakaj, kako to, da jim druga anketa kaže drugače? Verjela, ne, nimam telefonov politikov. Verjetno, moj telefon je objavljen, javno je objavljen, ampak Janja ali pa Medijana si ni na ti s politiki. Ker eni mislijo, da delamo za druge, drugi pa mislijo, da delamo za ene. Govorim v prid enih ali drugih in sam nekaj, dovolite lepo prosim. Medijana se je leta 1992 začela ukvarjati z raziskavami medijev. In takrat smo bili glavni pljuvalnik pa predpražnik v Sloveniji, ker nihče od medijev ni bil zadovoljen, niti tisti, ki se je pojavil prvi na lestvici, ker je menil, da bi morali biti še boljši. Vedno znova tudi z drugimi pristopi, z drugimi konkurenti se je izkazalo, da smo bili korektni. No in to, kar se je včasih dogajalo z mediji, se zdaj dogaja s politiko, ker smo na to temo pač najbolj izpostavljeni, ker delamo za medijsko hišo Delo in ker delamo za Pop TV, ki podatke objavljate. No, ker ste omenili Pop TV, ravno v zvezi s vašim delom se omenjajo nekateri pomisleki, v razmaku 2 tednov objavljamo rezultate. Čez 2 tedna bo objavil Pop TV in te rezultati se v 2 tednih močno spreminjajo. Zato nekateri sprašujejo, kaj počnete, pa bi morda vam dali priložnost, da poveste, zakaj niso enaki. Že prej sem omenila, da očitno je javno mnenje lakmusov papir na nek način za politiko, za politične stranke, da je senzibilno. To, kar se v javnosti sporoča preko medijev, ker ljudje, anketiranci naši vsi nimajo stika z politiko oziroma direktno s politiki oziroma je to zagotovo manjšina. Se pravi, to, kar zvedo iz medijev, to je tisto, kar ustvarja njihovo javno mnenje, ki ga mi posnamemo in potem vi prezentirate. In je dejstvo, da verjetno, če bi v ponedeljek ta teden objavili rezultate raziskave, ki bi jo delali pretekle 3-4 dni, bi lahko da danes ne bil Anže Logar, s čimer smo začeli, na prvem mestu. Zaradi tega, ker se o tem ni govorilo, zaradi tega, ker ni bil aktiven, oziroma prejšnji teden so imeli, mislim, da platformo ali nekaj takega. V duševnem zdravju. Odvisno od dogajanja. In Jaz imam rada ta posel, res ga imam rada in ker verjamem, da delamo korektno, sem pogosto v teh številkah in jih spremljam včasih tudi na, bom rekla, dnevni bazi. Veste, da delamo več dni za vsako medijsko hišo in za vas delamo več dni in za njih delamo več dni. Ne zberemo podatkov v enem samem dnevu, zato da bi se razpršil vpliv vsakodnevnega dogajanja. Nazadnje, vem, da lahko povem, ker je toliko časa nazaj, smo na primeru Virant, se spomnite letalskih vozovnic. Skratka, sem spremljala rezultate, ker mi strebimo k temu, da imamo
na dnevni osnovi reprezentativen vzorec. Ne da danes pokličemo vse none in nonote, jutri pokličemo vse študente in tako naprej. Skratka, se je na dnevni bazi videlo, da ko so se objavili podatki o ne vem, 140 Poceni evrih ali kaj za ene letalske družino, karte, je njegovi stranki padla podpora takoj. In to tako je. In v bistvu samo na ta način lahko razlagam, da se izkazuje kot dejansko javnomnenjski rezultat kot lakmusov papir za ravnanje politike. Če bi sklepali po bralcih Dela, bi rekli, da jih politika in številke javnomnenjskih raziskav zelo zanimajo. Ali delate tudi raziskave, kaj sicer zanima bralce, gledalce? Je to tudi velja za splošno populacijo? Bralce tako tiskane izdaje Dela kot Delo.si politika nadpovprečno zanima. Tudi če primerjam vse vrste medijev, torej dnevniki, revije, radio, televizija, bralce dnevnikov politika nadpovprečno zanima. Tako da vi imate, govorim tudi o vseh dnevnih časnikih, imate dejansko največjo vlogo v tej državi, glede na to, kaj se dogaja, kaj se sporoča in posledično, kakšne so potem posledice. To temelji pa na drugih vrstah podatkov, ne na teh, ki jih vi naročate, pač pa na analizi največje mednarodne licenčne raziskave v Sloveniji, Mediana TGI, kjer sprašujemo ljudi, če jih politika zanima, koliko jih zanima na lestvici od 1 do 5 in potem z analizo podatkov vidimo, katere odjemalce, katerih vsebin bolj zanima. No in tudi dnevniki absolutno prednjačijo. No, ampak delali ste sicer v mojih informacijah tudi analizo za Pop TV, oziroma za medijsko hišo, ki izdaja te programe. In iz tistih vprašanj, ki sem jih jaz dobila možnost pogledati, je razvidno, da se Pop TV sprašuje, kaj ponuditi občinstvu. Ne? Seveda. Mi smo prisotni v medijih, jaz sem vam seveda hvaležna za to, ker delamo za vas ali pa ker delamo za njih. Če pa delamo za Pop TV, pa so rezultati te raziskave izključno in samo predstavljeni njim in jih uporabljajo oni. In vsak gospodarski subjekt, ki želi biti uspešen na trgu, dela raziskave. In v bistvu naš glavni posel so raziskave, ki jih delamo za trg, za posamične naročnike, ne pa javnomnenjske za medije. To sem vas vprašala zato, ker smo zdaj te dni pisali veliko o tem, s kakšnimi vprašanji pa se ukvarja nacionalna televizija oziroma nacionalna RTV. Ne? Oni se Pop TV komerciale se sprašuje, kaj ponuditi, da bomo imeli še večjo gledanost, oglaševalce in večje prihodke. Uboga nacionalka pa sem brala, se bojo rezali. Sem brala, da bodo rezali. V bistvu tu gre, jaz mislim sicer, da za velik problem, ker če sem prej omenila, da nadpovprečno zanima politika in tudi se nadpovprečno o tem pogovarjajo, se pravi ta word of mouth, se pravi so delivci informacij praktično, bralce dnevnikov, je tudi pri javnih zavodih med poslušalci javnih radijskih programov in gledalci javnih televizijskih programov zanimanje za politiko visoko. Za njih zdaj v zadnjem času nismo delali posebnih raziskav, je pa moje mnenje, da javni RTV servis bi moral biti ena izmed najbolj uglednih kulturnih institucij v Sloveniji in da je neprimerno primerjati tako imenovane rejtinge, se pravi podatke o gledanosti na nek način med javnim RTV servisom in komercialnimi televizijami. Komercialne televizije delajo za čim višje rejtinge, za čim višjo gledanost, za posledično čim višje oglaševalske prihodke. Javni RTV servis bi moral delati pa za čim boljšo izobraženost, za široko razgledanost, za vzgojo otrok, za kulturo in tako naprej. Ampak to je samo moje mnenje. No, vas bom vprašala še za mnenje, pa ne recite, da ne boste komentirali. Poslala sem vam povezavo na raziskavo zaupanja v medije, ki jo je opravil Valicon.
kar ste pač povedali, kar ste povedali glede medijev. V tej raziskavi, ali ne vem, kako bi rekla temu, eksperimentu, no, ker je gospod Andraž Zorko rekel, da je bolj eksperimentalno bilo to merjenje, je na vrhu po zaupanju Radio 1. Jaz sicer ne poslušam veliko radija, poslušam ga samo, ko sem v avtu, ampak moje mnenje je, da je Radio 1 predvsem zabaven program. Ne? Kako se da to... Zdaj, res, pardon, kar prosim. Oziroma, ali to kaže, da pravzaprav resne informacije gledalcev, poslušalcev, bralcev vse manj zanimajo? Tega ne moram odgovoriti. Jaz sem odgovorila posebej na zanimanje za politiko in povezavo z mediji. Tega Valikonovega eksperimenta ne bi komentirala, lahko pa povem, da tudi v tej največji raziskavi Mediana TGI merimo zaupanje slovenskim medijem. Ja? Se pravi, zaupam slovenskim medijem in smo tu naredili dodatne analize in se ponovno izkaže, da slovenskim, izraz je slovenskim medijem najbolj zaupajo bralci časnikov, že spet in pa javnih RTV servisov. Se pravi, ne gre za isto odgovor na ta isto vprašanje, ampak kar zadeva zaupanje slovenskim medijem najbolj zaupajo bralci časnikov in javnega RTV servisa. Še eno kost bom vrgla, ki boste mogoče mi vrgli nazaj čez mizo. Ko sem pisala zadnjič en članek, ne vem kateri že, sem gospoda, vašega kolega Andraža Zorko prosila za nek komentar, v katerem je rekel, da bi po njegovem mnenju, če bi bile volitve zdaj, Gibanje Svoboda znova zmagalo. In po tistem, kar ste se pogovarjali midve, ne za članek, se mi je zdelo, da pač v to ne verjamete. A sem se zmotila? V to absolutno ne verjamem, ker operiram s številkami, ki so sicer številke, ki izhajajo iz Medianinih raziskav, se pravi, drugih raziskav ne komentiram, lahko pa komentiram ta komentar njegov. Skratka, absolutno bi zmagovalec volitev v tem mesecu, v preteklem in predpreteklem mesecu bil SDS. Absolutno. Se pravi, zakaj gre? Vi objavljate rezultate javnomnenjske raziskave, kjer se ti rezultati nanašajo na celotno volilno populacijo. Znotraj celotne volilne populacije je pa le okrog polovica tistih, ki se redno udeležujejo volitev. Zadnje volitve so bile izjema, upam, da bojo še kdaj takšne, da ne bojo ostale zadnje volitve izjema. Skratka, ne udeležujejo se jih vsi volilni upravičenci. No, in če analiziramo podatke na volilnih upravičencih, ki bi se udeležili volitev in naredimo, čeprav tega ne objavljamo, ker mislim, da to bi bilo pa dejansko zavajanje. Če bi te podatke analizirali, ugotovimo, da je absolutni zmagovalec volitev SDS, sledi Gibanje Svoboda in potem SD. Ampak absolutni zmagovalec. Če vas vseeno izzovem, ponavadi se zgodi pred volitvami, da se neopredeljeni volivci vendarle opredelijo. Pač morda izberejo najmanj slabo izbiro. Ki pa se glede na pretekle podatke ponavadi ni SDS. Mogoče tukaj od Zorko izhajajo. Ne vem, iz česa je izhajal. Ravno zato, kar pravite, ponavadi se zgodi, je nesmiselno in nedopustno, da bi rezultate javnomnenjskih raziskav že ves čas objavljali kot volilno napoved. Zato iz previdnosti ostajamo, ampak kalkulacije pa jasno kažejo, da ne bi bilo Gibanje Svoboda. A smo iz te zadnje ankete pozabili še kaj vprašati? Bi rekla, da ne. Tisto, kar nas je presenetilo. Ne, tisto, kar smo ugotovili, podpora vladi, ocena dela vlade se je kar še spet znižala. No? In če je se nazadnje pojavil premier Golob na zadnjem mestu, se je zdaj dvignil na 2 mesti prej. Za eno mesto mislim, da je šel, pred zadnje je bil. Ja. Sicer Barbara meni, da dejanskih razlogov za ponovni padec Gibanja in Goloba v bistvu ni bilo, ne? Ne, ni bilo. Jaz mislim,
Imate občutek, da je kaj potem to samo nadaljevanje nekega trenda? No, če bi gledala s trendi, bi zdaj lahko rekla, da se bo še minimalno počasi, minimalno počasi še nižala podpora Gibanju Svoboda. Ampak še vedno pravim, da je to od njihovega delovanja odvisno in od njihovih akcij, če bi prešli od, da ne rečem besed k dejanju in postopoma udejanjili nekaj tistega, kar so obljubili. Mislim, da je še ena reč zelo pomembna, da ko smo spraševali v anketi, ki jo je naročilo Delo, če ljudje pričakujejo padec vlade ali kaj naj vlada stori oziroma naj dokonča svoj mandat ali naj odstopi in tako naprej, je enako, se pravi dobra tretjina tistih, ki pravi, da naj odstopi in dobra tretjina tistih, ki naj dokonča svoj mandat. No, to mislim, da ni nepomembno. Se pravi, ni večinsko mnenje, da bi morala ta vlada odstopiti. No. Jaz se bom vprašala še eno stvar, ki ni strokovna. Veliko ljudi, sogovornikov, tudi političnih analitikov, nekdanjih politikov, znanih imen, ocenjuje, da vse prisotnost gospe Tine Gaber škodi Robertu Golobu v javnomnenjskih anketah. A se da to kje preveriti, ali je to samo pač neko mnenje, ki sicer ni s ceste? No? Ne znam odgovoriti na to vprašanje. Vem, da je glavna osrednja smreka v prestolnici poimenovana po Tini, glede na to, da ste objavili fotografijo, da je otvarjala oziroma prižigala lučke. Vem toliko, koliko je pa dejansko njenega vpliva, pa v javnomnenjskih raziskavah ne merimo. Dobro, mogoče še zadnje vprašanje bomo spustile. Kar dajmo. Ni nujno, da odgovorimo, ne? Kaj, če se zgodi kozmični dež, imam razlog, da ne odgovorim? Pred leti ste v intervjuju, ki ste ga pravili s Suzano Kos, izjavila, ne vem, če vam je danes žal te izjave, pogosto vam jo očitajo, da je Marjan Šarec Luka Dončić slovenske politike. No, to je bil eden najboljših naslovov. Jaz moram reči, da sem mi to tudi položila nekako v usta. Ne? Jaz mislim, da je to bil eden, Suzana Kos ima odlične naslove. A veste, ljudje smo taki, da kakšenkrat sam preberemo naslov, pa pogledamo fotografijo, to si moramo priznati, ampak ta je bil lahko eden najboljših oziroma eden najbolj udarnih in eden takih, ki bo z mano, bom rekla, celo življenje, in zdaj bom poleg Dončića dodala še Suzano Kos, se pravi, z njima bom verjetno odšla v pokoj. Skratka, zato mi niste hvaležni, a ne tako? Bom nekaj rekla, ne? Če bi pa mi primerjali ocene dela politikov, vključno z ocenami dela premierjev, in poglejte za nazaj, je bil Šarec kot premier vedno najbolje ocenjen in najpogosteje na prvih in drugih mestih. In ko sem to ugotovila, sem rekla, bravo, Suzana, dober naslov je naredila. Ne, recimo, če rečem... Zares govorim. Mi smo šli gledati tudi podporo javnomnenjsko zadnjih 5 vlad in recimo edino pri Šarcu, pri gospodu Marjanu Šarcu se je zgodilo, da so bile pričakovanja nizka, ki so se potem povišala in so v bistvu ostala tudi visoka. Samo Marjan Šarec ni doživel tega trenda strmoglavljanja, kot ga je recimo Golob, Janez Janša. Tako, no. Dejstvo je, da je bil Marjan Šarec kratek čas, z močnim kapitalom je prišel, a ne? In kratek čas kot premier in da dejansko se je pojavljal na prvih in drugih mestih, in če ga primerjam z vsemi drugimi, ne z vsemi, z gospodom Cerarjem, z gospodom Janšo in z gospodom Golobom, je gospod Šarec dejansko najboljši bil takrat. In ima tudi dober preživetveni nagon, glede na to, da je izgubil volitve in je zdaj minister. To je in pa... se ta stroja LMŠ-ja krepi. Zdaj so trije mandatari, se pravi, poleg premierja Goloba, še gospod Bratušek in gospod Šarec, dejansko, tako da bi morali pričakovati. Tukaj kakšno športno metafo še za konec potegnila? Lahko neham, ker se ne spoznam na nogomet. Dobro, potem pa najlepša hvala, da ste bili najina gostja, pa hvala za pozornost in se vidimo prihodnji teden. Hvala za povabilo.